pred nami je resna tema. Lansko leto, če se spomnite, sem med drugim postavil tezo, da za kvantni preskok na višjo raven zavesti potrebujemo spremembe slehernika, družine, etično vzgojo, skratka neko silovito družbeno akcijo, ki nam bo to omogočila. In danes bom razmišljal o tem, kako bi pravzaprav že vse povedano, že vse slišano in naučeno iz antike prenesli tudi v sodobni svet. Že profesor Ošlaj je govoril o antični paideji, o nekakšnem konceptu oblikovanja telesnih in duševnih vrlin svobodnega meščana polisa. Spomnite se Platona, ki je govoril o najboljših čuvarkah, celo čuvarkah in čuvajev, ne samo o čuvarjih. Danes pa se lahko pravičeno vprašamo, kaj se pa je zgodilo z vzgojo, vedoželjnostjo, ustvarjalnostjo. Včasih ima človek občutek, da je sintagma vzgojen človek pravzaprav oksimoron, da je v bistvu nekakšen bistroumni nesmisel, kar je narobe. In ob tej priliki bi se spomnil Quintiliana iz 1. stoletja, ki je pisal o znanem retoriku Kratosu, ki je tam nekje v 2. stoletju pred Kristusom hodil naokoli kot neke vrste inšpektor. In pravi Quintilian takole: ko je Krates zagledal nevzgojenega otroka, je udaril vzgojitelja. Mislim, da ta beseda pove vse. In moje vprašanje, ki upam, da ni samo moje, je naslednje. Mislim, da ni pomembno ali pa tako pomembno, da ugotavljamo, kdo je najbolj nadarjen, kdo in kako ga lahko najbolj spodbujamo, ampak kaj odlikuje slehernika in kako lahko povežemo raznolike talente v simbiotično celoto. Namreč statistike kažejo, da je kar 98% ljudi, otrok, dokazano talentiranih na en način ali drugače. Če ti je mati narava prikrajšala pri risanju, mene je še kje druge, ampak upam, da je vsaj kje pustila mogoče kaj pozitivnega. Skratka, lepo, da podpiramo nadarjenje, da jih forsiramo, da imamo celo posebne inštitute, ki so temu namenjene, ampak jaz mislim, da je prihodnost drugje, da je prihodnost, da v sleherniku odkrivamo diamante in bisere. In seveda, to je tudi ena od značilnosti ali pa sporočilnosti našega svetovnega etosa, kako živeti v sožitju. In trdim, da je bistveno lažje doseči sožitje, če pospešujemo drug drugega, če dejansko upoštevamo to, kar je predsednik vlade lepo rekel, namreč etično prizadevnost, ne perfekcijo. Nek harvardski strokovnjak govori o optimalizmu, torej govori, da ne smemo biti perfekcionisti ali nihilisti v drugo smer, ampak optimalisti. Sam sem poskušal holistično pedagogiko nekako opredeliti z 6 sklopi. Upam, da fotografija ne potrebuje podnapisa. Že prejle smo slišali in tudi videli knjigo, ki je posvečena legendi slovenske pedagogike, Francu Pedičku. No in že tule začutimo njegovo karizmo. Meni je samo žal, da ga nisem imel prilike osebno spoznati, ampak on je govoril o paideji, o moderni paideji, o tem mogoče malce več v nadaljevanju. No, sam pa, kot rečeno, vidim to v naslednjih faktorjih in bi vsakemu posvetil nekaj malega pozornosti, kolikor pač dovoljuje čas. Prvič, vseprisotnost. Nam se zdi samoumevno, tako kot da smo siti in odžejani in izobraženi, da seveda imamo dostop in do izobraževanja in vzgoje. Pa ni tako. Več milijonov otrok je, ki lahko samo sanjajo po svetu o vzgoji in izobraževanju, pa tega nimajo. No in tu ponovno poudarjam tisto, kar je že Silvo tako lepo povedal, bistvo pa ideje in holistične pedagogike je v tem, da je vzgoja in skupaj z izobraževanjem najprej funkcija človeka z namenom učlovečevanja, da je potem lahko funkcija družbe, države, ideologije, gospodarstva in politike. In zato je imel gospod Pediček tudi kar nekaj problemov po drugi svetovni vojni v tistem železnem času,
ker seveda politikom ni bilo všeč, da vzgoja ni tudi ali izrazito samo funkcija ideologije. Ampak ni, je bistveno več. In tu se njegova opredelitev povsem ujema z Kungovo bistveno definicijo, bistveno potezo svetovnega etosa. Vzgajati in izobraževati se moramo vselej in vse povsod, od zibelge do odhoda v onstranstvo, vključno z metodami učenja nadaljavo, seveda z razumno mero previdnosti, namreč sam imam občutek, čeprav sem tudi seveda pristaš interneta in digitalnih oblik učenja, ampak nič, ponavljam, nič ne more nadomestiti pristnega človeškega odnosa. Ko se bomo učili samo na nadaljavo in ob računalnikih, seveda vzgoja ne bo več funkcija človeka z namenom učlovečevanja, ampak bo še bolj izvodenela. Druga kategorija je psihofizičnost, tisto, kar se nam zdi popolnoma samoumevno. Morda se spomnite izreka Juvenala, ki se dostikrat izreka zdrav duh v čilem telesu, ampak žal se moderna družba ukvarja s tem športnim delom pregovora, zdravo telo, ves čas nas bombardirajo na televiziji, v drugih medijih, kaj vse moramo narediti za zdravo telo. Res da se je tudi glede duha marsikaj spremenilo, ampak tako, kot se pač dogaja tudi na drugih področjih, je včasih težko ločiti pleve od zrna. Imamo veliko šarlatanov, ki z duhovnostjo služijo, namesto da bi človek raje, kot da si privošči zelo drage tečaje ali celo izlete v Indijo in ne vem v kakšne ašrame z 6 zvezdicami, privošči vsak dan nekaj samorefleksije. In tu bi posebej izpostavil Waldorfsko pedagogiko, o kateri bo danes še govor, ampak poglejte, tule sem zbrskal samo nekaj značilnosti. Vzgoja recimo v duhu spoštovanja integritete otroštva, aktivne podpore človeški in kulturni raznolikosti, potem čustvena, etična inteligenca usmerjena v aktivno globalno vlogo državljanstva in tako naprej in tako naprej. To seveda ne velja samo na ravni osnovne šole ali srednje, ampak povsod, vse povsod, od zibelke do odhoda v onstranstvo. Potem je seveda tu etičnost. Tu naj spregovorijo fotografije, nekaj jih verjetno poznate, nekaj morda tudi ne. Hans Kung, levo zgoraj, je svetovni etos opisal z naslednjimi ključnimi besedami, torej človečnost, vzajemnost oziroma zlato pravilo, nenasilje, pravičnost, resnicoljubnost in pa partnerstvo med žensko in moškim. Vse to je pravzaprav zajeto v sekularni etiki ali etiki nad religijami, o kateri govori Dalaj Lama. In če se zdaj preselimo na področje psihologije, levo spodaj je Jonathan Haidt, morda ga poznate po 2 knjigah, ki so bile prevedene tudi v slovenščino, zadnja je bila Pravičniški prva pa Hipoteza o sreči, ampak on je znanstveno ugotovil, da imamo ljudje določene moralne matrice, tako rekoč v genih, razvrstil jih je tudi, ne žal na 12 skupin, ampak na 6, ampak 2x6 je pa 12, imamo novo popolno število, in sicer skrb za sočloveka, poštenje, pravičnost, potem vrednota svobode, lojalnost, spoštovanje avtoritete in tudi svetost. Svetost v širšem smislu kot striktno samo religiozno. Popolnoma identično govori drugi psiholog, pa zanimivo drugega nacitirata, tule malo etika škriple, ampak to je pa tale v sredini, v črno oblečen, Dan Ariely, ko govori o razlogih za nepoštenost v družbi in za razloge o poštenosti, pa se bom pozitivno skoncentriral na drugo, kako povečati poštenost. Zanimivo, poudarja nadzor, žal ljudje še nismo na tej fazi razvoja, da bi šlo brez nadzora, in tudi etične kodekse oziroma samozaobljube. Zato grejo meni lasje po konci, koliko jih še pač imam, pa še kaj drugega, ko mi recimo poslanci že 4 stoletja trobijo, ja, se ne potrebujemo etičnega kodeksa, to je samo skupek nekih brezveznih besed. Ja, ni res. Dokazano je, da tudi etični kodeksi naredijo nekaj korakov naprej.
Desno spodaj je Adam Grant, ki govori o altruizmu, ljudi nekako razlikuje na jemalce, dajalce in pa matchers, jaz sem to prevedel kot ujemalce in seveda dokazuje, da pravzaprav so lahko dajalci bistveno koristnejši sebi. Saj veste, v vsakem altruizmu je nekaj egoizma, ampak seveda tudi širši skupnosti. Že Darwin je ugotavljal, da so bila tista plemena, kjer so se pripadniki bili pripravljeni žrtvovati, bila trdnejša in odpornejša na vse zunanje vplive. No in končno, to bi moral pa profesor Ušlaj vedeti, tule je pa nek mladi, vzhajajoči filozof, to je pa Jules Evans, ki je napisal fantastično knjigo z naslovom Philosophy for Life and Other Dangerous Situations. Vse pove. Mislim, da Kanačan Marinov pa govori o Platonu, ki je boljši kot Prozak oziroma pomirjevala in dejansko v filozofiji lahko najdemo ogromno etike, ogromno vzgoje. Ampak seveda vem, kaj manjco moti. Sami moški, je tako? Ups, pa ni tako. Poglejte. Tule je nekaj jih poznate, Manca je v redu, kar nekaj imamo Manco spodaj, pa Mašo, pa naši dve kolegici Andrejo in Špelo, ki se pridružijo kasneje, pa profesor Požarnikovo, tule je tudi zelo znana matematičarka in etičarka, ne vem, če je med nami, Karen Cvetko-Vo, ki jo jaz izjemno ki jo izjemno spoštujem, no zgoraj je nam vsem ljuba Kristina Brenkova, žal je ona že odpotovala v onstranstvo, ampak ljudje pozabljajo, da ni bila samo mladinska pisateljica, ona je bila psihologinja in pedagoginja. No tule imamo pa dve posebni ženski, prva je Joan Baez, namreč že v antiki je pa ideja v veliki meri temeljila na muzike, torej na glasbi, ampak glasba je bila bistveno več kot samo glasba, bila je umetnost, bila izrazna in tako naprej. In včeraj sem poslušal njen intervju, žal nisem šel na koncert, ko je izrekla naslednje, pogovarjali so se tudi o Obami. Veste, kaj je rekla? Obama je izgubil karizmo tisti trenutek, ko je izgubil svoj moralni kompas. A ni res? Spomnite se Obame 7 let nazaj, kakšen je bil, kakšen je pa zdaj. No in tu je ne nazadnje na desno Naomi Klein, znana novinarka, poznate njeno knjigo Doktrina šoka, pa še druge, ki je izjemna borka in v bistvu kot novinarka širi ta duh pa ideje. Naslednja kategorija je pestra združenost. Že nesojena ustava za Evropo je govorila o združenju v raznolikosti. Jaz v tem vidim seveda prvo internacionalizacijo oziroma medkulturni dialog, tudi medgeneracijsko povezanost, tule je kot neke vrste globus. Pravim, da pravzaprav mlade pretirano obremenjujemo, ko pravimo, da svet stoji na mladih. Kaj ne bi bilo lepše, da res mogoče stoji na njih, ampak potem ga pa pomagajo poganjati tudi detki, babice, prababice, saj smo eno, saj smo celota, seveda enakovredno partnerstvo med moškim in žensko in skrb za ljudi s posebnimi potrebami in seveda tudi njihovo vključevanje v vse sfere družbe. In na koncu še interdisciplinarnost oziroma predzadnje. Pravim, da je preveč, bom kar po domače povedal, preveč je fah idiotov. Ta specializacija je škodljiva. Premalo je polihistorov, eruditov oziroma kogarkoli, ki dojema celoto na takšen ali pa drugačen način. In jaz si stanovsko društvo včasih predstavljam, recimo dneve slovenskih pravnikov, kot da stopicamo v krogu in drugega takole trepljamo po ramenih. In smo vsi zadovoljni in sploh. Pri tem se pa ne zavedamo nevarnosti, kot rečejo, da marsikdo lahko mimogrede postane štajerska ikebana. Se upravičujem Štajercem, veste kaj je to, hrbet pa nekaj nožev notri. In to se nažalost redno dogaja. Zato mislim, da je čar našega gibanja ravno v tem, da smo interdisciplinarni. Poglejte, že danes imamo 25 govornikov, od tega 14 žensk, smo filozofi, zgodovinari, pedagogi, celo pravniki, zdravniki, arhitekti, geografi, teologi in še bi lahko našteval. Ja, vsi psihologi, seveda, skratka, pravzaprav bi bilo lažje ugotoviti, kdo manjka oziroma kot kdo je. In mnogo različnih glav več ve in to bi bilo treba spoštovati tudi na drugih področjih. In končno prirodnost. Narava je vrhunska učiteljica in nekdo je lepo zapisal,
ne se zopet spraševati, kako nazaj k naravi, kako naprej k naravi. Namreč narava skriva marsikatere odgovore. Naj omenim recimo samo 72. člen ustave, ki govori o pravici ljudi do zdravega življenjskega okolja. In država mora skrbeti za to pravico. Kako lahko to pravico dojamemo, kaj šele izvajamo, če nismo del narave, če se ne zavedamo te celote, če nam je narava mogoče samo 14 dni počitnic, takšnih ali pa drugačnih. In če lahko zaključim, ne morem iz svoje kože, zopet bom citiral Pavčka, rekel je, treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota. Dobre, lepe besede so tudi svetovni etos, vzgoja, celota, enost. Hvala lepa za pozornost.